Gospod Peter Boštjančič, najnovejši prejemnik Borštnikovega prstana 2020. Najprej iskrene čestitke za to igralsko nagrado, najvišje odličje, ki se podeljuje pri nas za življenjski opus. Hvala lepa. Z gledališčem ste se začeli ukvarjati že kot dijak tukaj v Mariboru, kamor ste se kasneje vrnili, v KUD-u Slava Klavore. Tako. Tudi z Milado Kalezić pa Vladom Novakom, vašimi kasnejšimi igralskimi kolegi. Miloš Batelino. Tudi. Kako se spominjate teh let? Kdo je bil vaš mentor? Naš mentor je bil Jože Zupan, to je bil igralec mariborskega gledališča, ker imate tudi Jožeta Zupana z Ljubljane. No in on je imel potem nas, ki smo bili nekje tam blizu 18. se pravi pod 18 let. In to je bilo, zdaj, če tega časa ne bi preživel z njim, vprašanje, če bi šel na igralsko akademijo. In mi smo delali pol tudi ne samo recitale, pa smo potovali torej po vaseh okrog Maribora, smo naredili tudi predstavo. Nekoč sem bil kralj Miroslava Slane. In smo to predstavo igrali torej tu v tem teatru, takrat je bilo še drugačno, ni bilo še nove stavbe. Igrali smo v Rušah, Lenartu, in okrog, no, bilo je zanimivo, ker je to predstava je bila sestavljenka iz poezije in je pač mislim, kot poezija smo naredili neko zgodbo. No in ta zgodba je imela svoj začetek, svoj konec in je bila fajn. Se pa niste takoj odločili za študij na igralski akademiji, temveč ste najprej študirali primerjalno književnost, pa potem šele po enem letu šli na AGRFT. Sem upisal, AGRFT. Ja, to je bilo, jaz zdaj, ko se nazaj nekje oziram, se mi zdi, kot da je bilo, dejansko, kot da mi je bilo vse določeno. Zdaj tudi tistega leta, če ne bi imel, mislim, da bi mi manjkalo, torej ta stik z Pirjevcem je bil neverjeten. To so bila predavanja, kjer resnično nisem mogel spati, ker te je toliko zmlel, toliko ti je tega svojega znanja predal nam, ampak seveda znanja, ki je bilo neverjetno kreativno in neverjetno iskanje. Se pravi, on nas je prisilil, da smo začeli potovati po sebi, preko literature. To je bil Dušan Pirjevec, neverjeten pedagog. Mislim, da so bila predavanja, vem, da sem na stopnicah včasih sedel, ker je bilo tako polno. In je imel nekaj, torej imel v sebi nekaj, tudi če njegovo zgodovino poznamo, jaz sem se bolj malo ukvarjal z njim, je imel seveda nekaj demonskega, kar se je pa potem, ampak to demonsko je bilo močno, kar se je pa potem seveda spremenilo v iskanje Boga. In tudi njegove študije o bratih Karamazovih in torej se vidi, da je človek se prerodil, jasno, da je bil že prej, ampak šel je v neko smer torej duhovnosti, ki je pač naša kultura, to je krščanstvo. Mi izhajamo iz antike judovsko-krščanskega izročila in mimo tega ne moremo. Mimo tega ne more, tudi zdaj smo tu v teatru, ne moreš mimo tega. Mi nismo Japonci, nismo Kitajci, nismo Indijci, nismo aboriđini. Mi pripadamo tej kulturi in ta kultura odpira, tak gre, bolj koplješ po njej, tako da je tu še ogromno prostora. Tu ni zapiranja. To je vse je odprto. In ne moreš mimo tega. Je pa Pirjevec obiskoval tudi kinoteko, sem prebrala v enem nedavnih intervjujev, ki ste ga imeli.
in sta se tam tudi srečevala. Vi pa ste tudi bili kar veliki ljubitelj filma. Ja, zelo velik. On je hodil v kinoteko neverjetno pogosto in zdaj tam tudi, ko smo gledali te filme Charlieja Chaplina, pa blazno rad je gledal komedije. No in je neverjetno užival, ker je neverjetno živo spremljal svojim smehom. Ne. Ta smeh je pol preplavil celo dvorano. Bil je svojo spremljevalko in on nas je tudi naučil, ne. On nas je naučil naprimer Lord Jim. On je imel, ko je imel seminar, imel predavanje, je rekel, ste videli ta film. No, zdaj pa po 5 minutah filma bi morali mi, ki obvladamo torej neko dramaturgijo filma ali pa gledališča, bi morali vedeti po 5 minutah, kakšen bo konec. Ne? to je res, torej, jaz sem pa, mislim, glede na te napotke, sem pa dostikrat tudi v teatru delal na ta način, kako je dramaturgija važna, ne? Ker ti moraš potegniti gledalca v zgodbo, ki se potem razvija, doseže nek svoj vrhunec, se potem razplete in tako da je, on je predaval od Don Quixota, ne, do prvega slovenskega romana, pol je prišel do Malroja, Kraljevska pot in meni to še zdaj živi, ne. Tudi njegov način, ne, kako on podajal in s tem svojim glasom in osebnostjo in prisotnostjo, ne, je bil res, mislim, da ga premalo poznamo. Premalo je živ v naši zavesti. Kateri od profesorjev je pa na AGRFT-ju naredil na vas tak vtis, če je imel kateri tak vpliv? Mislim, res izredno topo, lep vtis je pustil Rudi Kosmač kot igralec za umetniško besedo. Potem je bil tukaj Pretnar. Pretnar je bil neverjetno prijeten človek, topo. In pa Mile Kurun. Ampak z njim smo imeli pa en, tako kot je on poseben, sem tudi jaz poseben, no. Ampak smo imeli en poseben odnos, ampak bil je, neverjetno mi je bil naklonjen. En tak, ne znam razložiti, se mi zdi, kot da je on tudi videl v človeka. Vaša diplomska predstava je nastala pod mentorstvom Franceta Jamnika, Ozri se v gnevu, če se ne motim. Je bil France Jamnik že na začetku? Ne, prvi letnik nas je imel, jaz mislim, da to zelo dobro je bilo. Hercog, Miran Hercog, on je tudi tukaj dosti delal. On je imel na nek način bazično tehniko in torej on je bil zelo nepriljubljen. Ampak meni je bil všeč, zato ker je dal osnove odra. Ne, in tu so neke zadeve, ti moraš vedeti, kje je močnejše, ali prideš z leve strani, ali prideš z desne, ali kje si v centru, kako predajaš sceno, igralce in tako dalje. No, to je on učil. Po prvem letniku, to je tudi Pretnar imel, po prvem letniku smo šli pa v drug letnik in smo bili samo 3. Ja. Mira Lampe, Olga Kacjan, Milada pa jaz, s tem, da je prišla Olga Kacjan snemati en film in ni mogla obiskovati pol z nami drugega letnika. No in drugi letnik pa je prevzel France Jamnik in nas je vodil pol do 3. letnika. Ne. Ja, zelo pestro je bilo, zelo zanimivo. V 3. letniku ste delali Hamleta. 4. Aha, 4. Na koncu, ja. Aha, ni bila diplomska predstava Ozri se v gnevu? Ja, sam smo imeli, na koncu smo imeli pol tudi produkcijo iz giba in baleta. Pri Lojski Žrdin. Ja. In to je bila nema vloga, pravzaprav, nemi Hamlet, za katerega ste prejeli tudi svojo prvo nagrado, študentsko Prešernovo nagrado. Ja, jaz sem profesor Lojske Žrdin rekel, da nisem plesalec, ne. In če bi lahko to delal, in sicer srečanje Hamleta z očetovim duhom. Zdaj, jaz sem zelo slikoven tip, jaz ko se z vami pogovarjam, vidim prizore.
in zato sem tudi me noter potegne. Ja, bilo je zelo, kako bi rekel, tvegano, ampak dali so mi študentsko nagrado. Tako da, ker Lojzka me je v prvem letniku vrgla, ne. Tako da jaz po statutu akademije, ampak nisem vedel, so skrivali profesorji, pa ko sem moral prevzeti svojo tole mapo, ker sem moral Štihu poslati v Celje ocene, no in ko mi je dala gospa Simonitijeva mojo mapo, sem videl, torej, da so tam podpisani vsi profesorji, ki jamčijo za mene in da lahko grem v drugi letnik. Teda tu je bil tudi, ne. No, v 4. letniku, zdaj, če smo že tam, ne, sem pa ravno med Ozrise v gnevu, sem dobil ciste na glasilkah, me je operirala dr. Račlova, Mariborčanka, v UKC Ljubljana. No in to uspešno, ne. Tako da, glejte, vse, kar je bilo, res, vse mi je bilo dano, vse ni bilo lahko, ampak se je išlo tako, kot je hotel Bog. In to vedno bolj verjamem. Omenili ste Vojana Štiha. On je bil takrat umetniški vodja v Celju. Pa iz Celja ste dobivali štipendijo, oziroma ste bili štipendist celjskega gledališča. On mi je dal štipendijo, jaz sem mu še rekel, da moj oče, ne, je advokat, je preveč, je rekel, kdo vas je kaj vprašal, ne? Mislim, je ne bi smel dobiti, ne? No in mi je dal, ne, se mi je prav prišla, ne. Pa zanimiv je bil, mislim, to so te figure, ko, gledajte, jaz sem star, mislim, da se staram, ne, ampak se mi zdi, da jih ni več, no, lahko je to zdaj posledica moje starosti, on je bil neverjetno živ, komentiral je, s tabo se je pogovarjal, pa govoril o politiki, o Jožetu Javoršku, o Vidmarju, o kritikih, ne vem, seveda zelo ostro, brezkompromisno, ampak taki ljudi rabiš. Mislim, da teater ni mrtev, ne, da je to živo, ne. On je bil med temi. Sicer je potem ravno nekje v času, ko ste vi zaključevali študij na akademiji, odšel iz Celja v Maribor. Vi pa ste tudi imeli možnost, da bi se zaposlili nekje drugje, če bi želeli, ampak ste se potem odločili za Celje, vendarle. Tako bom rekel, ne, brez samohvale, vsa vrata so bila odprta. Zdaj v nekem svojem notranjem, pa verjetno tudi s pomočjo Gospoda, veste kaj, jaz sem zelo introverten človek in mene ta stil gledališča, ki ga tudi ima, ki je pač navzven, ki je zelo predan medijem in je rad v medijih, mi je bil tuj. Jaz sem takoj vedel, mislim, da moram iti v Celje, ki je bilo zelo odprto, torej tam, jaz sem bil dejansko srečen, ne. Mi smo bili skozi, to je bil Bitev, Sterijevo pozorje, sarajevske male scene, torej hodili smo v Makedonijo, to je bil teater živ, neverjetno odprt, z dokaj majhnim kolektivom, tudi z gosti, neverjetno živ, živahn, poleg tega, da smo obiskovali vse vasi po Sloveniji. Mi smo bili povsod. Ko zdaj nazaj gledam, ne, pa brez slave, ko zdaj nazaj gledam, ne, se mi zdi, da to, kako sem jaz to vzdržal, ne vem. Meni je to pasalo, ne. Nisem imel rad tega navzven, to je bil res teater, ki je delal, ne. Jaz sem pol imel srečo, tudi je bil Lampret, ne, pol je bil Goran Schmidt, no in tako naprej, Hink je bil pol tudi, Blaž Lukan, torej zelo neverjetno zanimivi ljudje. Veste kaj, on je bil neverjetno kultiviran igralec, ne, tudi govorec, tudi osebnost je bil, imel svojo karizmo in verjetno, če on ne bi, jaz sem ga pol spremljal, ne, prej sva govorila o Edipu, Umoru v katedrali, ne, to so res znamenite predstave in vloge. Potem sem ga gledal genialnega v Pinterju, ki ga je režiral Schädelbauer v Celju.
Ne, res. Jaz mislim tudi, da ima on nekje v tej zavesti slovenskega gledališča, mislim, da ima premalo ceno. Ker je, tako kot Janez Bermeš, ne, na primer, to so igralci, ki so presegali, to je fenomen, ne, Celje je imelo 35 000 prebivalcev, pa s takšnim gledališčem, ne. To je neverjetno. In vem, da so bili tudi, na primer, avtobusi na primere, ne, tako da je bilo organizirano z Ljubljane in je bilo, mi smo imeli ogromno Ljubljančanov. Poleg tega smo pa redno imeli po 3 predstave v mestnem teatru. In kakor se spominjam, je tu bilo zmeraj polno. Kako ste pa mladi igralci mogoče doživljali recimo ta stik s starejšimi, že uveljavljenimi, oziroma kakšni so bili odnosi? Spomnim se, kako so nekateri igralci ljubljanske drame poudarjali, da je bilo prisotno zelo veliko spoštovanje do starejših kolegov. Kako je bilo mogoče v Celju? Najbrž tudi. Absolutno. Mislim, pri nas je bilo tudi tukaj. Pri nas je bilo to spoštovanje, veste kaj, to nam je, pa tudi taka generacija je bila, to nam je bilo lastno. Ne? Ti si vedel, koliko je preigranega z njihove strani in tako dalje in to avtomatsko ceniš. Ne? Tudi sprejem je bil lep, tako tukaj kot v Celju. Mene zanima tu, če se lahko, pa me prekinite, mene zanima na primer Stane Sever. Ne? To je ena taka tragedija, o kateri nihče ne govori. Oziroma so neki zapisi, ki jim pa ne verjamem. Ta teater enega in njegov pogled na gledališče in moram reči, da sem jaz na njegovi strani. To je za obdelati, ampak res, mislim res, da se približamo neki resnici, ne pa nekim pavšalnim sodbam. To je pa igralec, ki je pa resnično tragičen. Ne? On je pol ustanovil teater enega, tukaj je bil razkol z ljubljansko dramo in na tej modro sem ga gledal. Tu je imel krsto, ko je igral Krotko dekle, Dostojevskega, no, pol je imel razgovor z nami, ki je bil fenomenalen, tako iskren, tako, jaz sem bil takrat v 4. letniku gimnazije. Čez 3 tedne je pa pol umrl na Pohorju, v Ribnici na Pohorju, med predstavo. On je imel angina pectoris, ne. Ja, jaz bi posnel eno epopejo o njem, ne. Ker jaz, kolikor sem ga spremljal, ne, torej, ko je prišel on na oder, nimaš besed. Nekoč ste se spominjali, mislim, da je bilo v nekem radijskem pogovoru, kako ste si ogledali Matička, v katerem je igral barona Stane Sever. Tu sem sedel s staro mamo, mislim, da v prvi vrsti, pa ne vem, zakaj sem imel 10 let, ne vem, zakaj me je peljala. Ampak še zdaj ga vidim, ne, pa tudi Potokarjevo, pa Hočevarja, pa cel, to je bilo živo, pa žlahtno. Te predstave so imele žlahtnost, ne, to je, seveda pot to gre dol, gre v srce, pa si pa želiš priti gor, ne. Tu se na oder. Ne. Gledal sem ga pol tudi v filmih, kjer je izjemen. Splavarji, na primer, ne. Kako on reče, kakšen stavek, pa to. Jaz tega nimam, ne. Te moči nimam. On je imel pa res, torej bil je neverjetno eruptiv, ne, ampak imel je srce, ne. Bil je pa tudi, ne, on je bil, mislim, ni bil mevža, ne. On je bil hrast. Nekoč mislim, da ste rekli, da ste se bali, da ne bo vaš glas dovolj slišan. Ja, to se zmeraj bojim. Veste kaj, ta strah imam iz nekega spoštovanja do publike, da če kupi karto, da me sliši in razume. In to ogromno krat, celo zdaj, ne, ko sem imel tule Mostove in bogove od Partljiča, sem pa še zeta spraševal, pa kaj sem bil slišen, pa mi je rekel, pri eni besedi te nisem razumel, pa tako dalje, pa si nekje si očitam,
da je le to moja dolžnost, da sem razumljiv in slišen. In dosti krat me to spremlja prav Peter, bodi glasneje, ne, da te razumejo, ne, si prav govorim med predstavo. Ja, imam to spoštovanje do publike. No, če se vrneva k celjskim letom oziroma vašim začetkom, z Vido Ognjenović, ki vam je kasneje zaupala vlogo Hamleta, ste najprej delali v Maratoncih. Tudi te predstave ste se kasneje v raznih pogovorih večkrat spominjali, ampak potem je nastopil Hamlet, vloga, ki je nedvomno zelo pomembna za vašo igralsko kariero. Tudi Inkret vas je izjemno pohvalil v svoji kritiki. To je bil drugi Hamlet, kot sva rekla, je bil prvi. Ja, on je bil nem, ne. Ja. Tu pa je bila predstava, no, tu smo bili tudi na Borštniku, smo tu igrali. Mislim, da je predstava trajala z eno pauzo 3 ure. To je bila res kompleksna, ne. Ja, pri Maratonci Trče počasni krog sem bil, torej predstava je bila imenitna in tudi Inkret, tam me ne omenja, sploh mi ni omenil, da igram. No, ampak Inkret je na primer napisal v svoji kritiki, da je predstava boljša kot film. Si predstavljate? Film je zakon, ne? Torej vsi pravijo. Jaz sem ga bolj pogledal, no, Max Furjen je bil moj praded in tako dalje, Janez Ber, no, vsi so, cel ansambl je bil noter. Vida je znala, veste, to je, res je znala, seveda zdaj pol je pa politika, nekako se je umešala, ker ji konc ni odgovarjal, ne. Tam je imela, ona je imela konc v perspektivi, je pač pokazala, kam pelje, to so ta leta, ne, 79, 80, 81, je pokazala torej bodočnost, ne, in tam so, teda smo imeli menda enih 12 predstav. Ampak vem, da je bilo pač vpliv gospodov, ki so skrbeli za tisto politično smer, je bil takšen, da se to... No, bil sem do nje zelo nesramen na vajah in nisem mogel verjeti, da se je pol odločila, da igram jaz Hamleta. Ta figura jeznega mladeniča vas je spremljala nekako že od študijskih let. Ja, je bilo to, pa tudi jaz sem imel to v sebi, ne, jaz sem se na primer lahko, še zdaj, ko je bilo leta 91, sem se znal stepsti ali pa, ker sem pač imel svojo vizijo, pa jo še imam danes. Dobro, danes nisem več, ker niti ne morem biti napadalen fizično. Ja, je me spremljala, pa tudi jaz mislim, da tudi v Hamletu dosti tega. Tako da je na primer beograjski kritik mi je napisal v naslovu Strastni Hamlet. In sem bil vesel. No, eno anekdoto, če lahko povem. Seveda. Brat od teh Šrotov, ne, je tudi bil dopisnik Dela v Celju. No, in je pol, to mi je sam pravil, jaz sem se bolj tako smejal. In on je imel, veste, takrat so bile kritike v Delu, tako da sem imel pol ti en poseben tam kvadratek, kjer je bilo mnenje publike. In mi je pol pravil, da je ustavil starejšo gospo, ki je bila v spremstvu otrok, kako se je predstava dopadla ali ne dopadla, ne. No, ona je zelo tak mi je pravo, ne, se ni dal noter tega. Ona je zelo vehementno odgovorila, da si predstavlja Hamleta popolnoma drugače, da ne more biti tako energičen, ne, ampak bolj poetičen, bolj liričen. No, pol pa je vprašal, koliko je redna obiskovalka, ne. No, pa so pa rekli sinovi, otroci, so rekli, da je prvič v gledališču v življenju in so jo peljali za njen 80. rojstni dan. Ampak zdaj so reči, on temi ne bi tega vprašal, bi to objavil, ne. In vidite, kako so te stvari delikatne, ne. Eden ti lahko da izjavo, ne,
pa je bil prvič v življenju v teatru. Ne. Tako da, no pa tega je tako cel kup. No, pol mi je to tudi pravo, sem se jaz smejal, ne, pa sem rekel, da fino, torej, da je bil radoveden. Ne. Stanislavski, ne, torej jaz sem ga pol seveda začel študirati, no zanimivo tega prvega Stanislavskega mi je dal Sandi. In ta je v srbščini, ker Moder še ni prevedel sistema igre. On pravi, naprimer, on daje tako nekako zakon, ne, da tudi v vsakem človeku moraš iskati svetlo in temno, pol je to lahko kompleksna figura. Se pravi, da tudi v kriminalcu moraš iskati tisto, kar je svetlega, ne, to mi je naprimer manjkalo pri Richardu, sploh v zadnjem monologu. Ja, to je ta kompleksnost, ne, in mislim, da so res to kompleksnost osvojili, torej najbolj. Smo pač v stiku s temi igralci preko industrije filma, so res osvojili ti igralci, ne, Strasberga in Stella Adler, ker so šli pa res do konca. Ne. Tu imaš to norost, ne. Jaz sem knjigo v amerikanščini A Method to Their Madness, metoda, ne, njihove in je tam, ne, torej vidi se, da je Strasberg res imel najraje Al Pacina, pa Marilyn Monroe, jasno, ne, medtem ko sta pa z Marlonom Brandom, ne, sta se verašla, ne, in je bolj iz Stelle Adler pol črpal, ne. So pa sami Judje, ne, Elia Kazan, Strasberg, ne, Stella, no, ampak pa še to, ne, tam ste imeli pred študijem, ste imeli napis pri vhodu, ste imeli napis no acting, ne, se pravi, oni so šli res v to do konca, ne. Seveda je to zdaj ljudje tako razumejo, mislim, zdaj bom jaz, ne vem, po hodu po Gosposki, pa bom snimal, pa je to film. Ne, ni no acting, ki je bolj v tem, mislim, da ti v tem, kar si, torej prideš do določenega izraza igralskega, ne, ki pa ni igran, ni potvorjen, ampak je iskanje, veste kaj, jaz sem v teh pojmih zelo problematičen, pa me pol ljudi ne razumejo. Je pa iskanje notranje resnice vloge, ne. To je ta njegov magični če bi, ne. To je ta Stanislavskega, ne. On je tu naredil ta prelom. To je kreativnost, ne. Jaz se imam v resnici, bolj ko študiram in tako dalje, sem imam za delavca pač tega odra, ne. Ampak kreativnost pa nastane takrat, to sem se pogovarjal zelo iskreno z mojim starejšim prijateljem, ki ga ni več, to je jezuit Franc Cerar, ki je bil tudi partizanski igralec, mislim igralec v partizanskem gledališču. Pa sva ogromno o tem govorila, ne, in je rekel, to je nevaren poklic. Je, seveda je, ker če nimaš pol te kontrole, ne, se te lahko odpelje, ne. In je nevarno, ne. Sicer ste pa v bistvu že na samem začetku prišli v Celje, prehajali malo v Maribor, pa spet nazaj v Celje, pa potem ste spet gostovali konec 80-ih oziroma leta 87 je nastal Metastabilni grad tukaj v Mariboru. Sem bil v Celju, jaz takrat zaposlen. Tako, ja. Kako je bilo pa s tem, ni bilo težav pri recimo... Ne, meni je Celje šlo res zmeraj na roko, ne, tudi, jaz sem se skrigal v eni noči, pa sem poklical, me vzamete nazaj, pa so me vzeli. Tako da to sem res imel srečo. Ne, takrat me je pa Vili Ravnjak, ki je tu prevzel to gledališče, dramo, me je poklical in moram reči, da me je takoj tekst navdušil. Nenad Prokič. Ja, veste, zakaj me je navdušil, ker ti si čutil, torej, da to razpada, ne.
ta Jugoslavija, te nacionalizmi, torej ta bolezen, ne, stoji ista za nacionalsocializem Hitlerja. Pazite, tu so neke paralele, ne, mislim, ta hrvaški nacionalizem, pa srbski, pa ne vem kaj, mislim, to je dejansko ogabno, ne. To je, no, in seveda on kot Srb je torej napovedal ta čas, mislim, kaj nas čaka, ne. Ja, no, vse, hvala lepa, mislim, torej, da sem dobil to vlogo, da smo, veste kaj, ta predstava je imela tudi neverjetno odmev. Torej, ljudje je tako prizadela, da je, na primer, so ljudje hodili gor k moji materi, pa zvonili, pa so rekli, pa kaj si vaš sin upa, ne, ker je bila, toliko je zarezala v to, torej, da bo nekega obdobja konec. Zato vlogo ste dobili tudi nagrado občinstva na Borštnikovem srečanju, pa tudi za Prešernovo nagrado, oziroma nagrado Prešernovega sklada. Sklada, ja. Prešernov sklad je imel še to vlogo, pa Saljonija, Bečehovo. No, tisto, ja. Pa mislim, zdaj, če pomisliš, kaj vse si preigral, pa se to rečeš ni res. Poleg tega, da sem jaz zmeraj bral, ne, jaz sem se zmeraj, ne, kaj sem jaz danes, vsak dan berem svetopismo, ne, ampak nikoli ne prideš, torej, da bi končal svetopismo, to je nedokončano. Mislim, ti ga lahko končaš po straneh, ampak ne prideš vsebinsko, ne prideš do tega, ne. Ja, ogromno sem bral, ogromno sem se družil, ogromno sem, kaj s tem, hodil po Alpah, tako da je bilo vse. Nagrado občinstva ste prejeli tudi za Šajloka v Beneškem Trgovcu. Ja. In recimo, to vas je takrat tudi nekako presenetilo iz vidika, ker včasih malo podcenjujoče menimo mogoče, da občinstvo bolj, recimo, se odziva na neke komične ali lahkotnejše zadeve, ampak tako kot je bil Metastabilni gral, tako tudi Beneški trgovec ni ravno, recimo, neko všečno, da tako rečem, besedilo oziroma obravnava. Jaz mislim, da ne, ta vloga, torej Beneški trgovec, ne, Shakespeare, zdaj ta vloga je, seveda je zelo, dobro, jaz sem tak zmeraj nekaj. Ne, jaz sem ga do konca branil, ne. Njega so ti, pa veste kaj, to je Shakespeare. To je, ljudje imajo, ne vem, ne vem, nek žid, ne, ki pač hoče funt mesa. Čakajte malo zdaj, v tej tragediji je on orisan kot figura, ki jo izigrajo ti krščanski fičfiriči. Dobro, zdaj tu lahko govorimo o kontrastu judovstva in krščanstva, ne? Ampak poslušajte, on je preko teh fičfiričev izgubil hčerko. To ni majhna. In jaz sem zmeraj, no in pol mi je še na tiskovni konferenci, mi je pol še Šeligo pomagal, torej so me napadli, mislim, zakaj igram pozitivca Shyloka, ne. Pa sem rekel, čakajte malo, mislim, jaz ga tako berem, ne, in potem sem tudi vprašal tega kritika, ki je bil zelo, torej, ne bi rekel, da žaljiv, ampak on vse ve, mislim, jaz ne vem nič, ker sem pač bedni igralec. Potem sem pa rekel, poslušajte, pa kje je Shakespeare napisal, torej, da bi to izvedel? Se ni rečeno, da bi Shylock dejansko to storil, kar je pač za tisto posojo, ki jo je dal, ne, je zahteval funt mesa, ne. Ampak ne vem, jaz vem, da sem prav naredil, torej, da sem ga tako igral in če bi zdaj bil mlajši in bi ga zopet igral, bi ga igral enako oziroma še boljše, no. Kaj pa recimo drugi režiserji, omenila sva recimo v začetnem obdobju nekatere, potem ste sodelovali, omenili ste Richarda III. Z Edwardom Millerjem ste ga delali.
Kateri režiserji mogoče v kasnejših letih, v mariborskem času so vas zaznamovali ali? Z Millerjem sem delal več predstav, no, ampak Richard je bil seveda, Richard mi je tudi neverjetno blizu, ne, to je, jasno, to je popoln zločinec, ne. To je dejansko, jaz lahko uporabiš to besedo, to je dejansko človeški izmeček, ne, ker dokot je on šel, to je, ampak zdaj seveda kopati po tem človeku, za katerega v uvodnem monologu, ne, on reče, ne, ker sem pač prišel na svet kot kripl, bom s tem svetom tudi tako ravnal, ne. In pol on to izpelje seveda do konca in torej jasno, da ga čaka pač tisto, kar ga mora čakati, ne. Ampak seveda je pa zanimivo kopati, ne, potem. Namreč po tej, veste kaj je zdaj, naprimer, če vi delate tega Richarda, pa se sprašujete pol, odkot ta gon po oblasti. To je neverjetno, dobro, on ima motiv, torej, da bi seveda, imel ljudi pod, ne, ampak to je tudi Hitler, to je, ne vem, Franco, to je, ne, to so ti zločinci, tudi Stalin, ne, je to prekoračil, ne, mislim, da so bile neke meje, ki niso bile dopustne, ne. Pol Pot, so grozljive stvari, ne, ampak dobro, Shakespeare je umrl leta 1616, ne, ampak je ta profil, se jih je še več vlog, ne. Pri njem torej je naredil dovršeno, ne. Ne, z Millerjem je bilo zelo lepo delati, s Frajem sem tudi delal kar precej. Zdaj Fraj je poseben človek, zelo poseben, je pa ustvarjalec, ne. Torej on je tudi tukaj naredil predstave, ki bodo še nekaj časa v spominu. Dogodek v mestu Gogi, na primer. Ja. Ampak to je pa v resnici kar precej drug tip teatra. Avtorski, ja, to so ti avtorski projekti. Ja, ampak tu je, se mi zdi, da on stoji za tem, ne, on je tu te elemente, ki jih je tu noter, res klobuk dol, ne. Zdaj ta njegova estetika, ta poetika, če sem zelo iskren, ne, pa mi ni moja. Jaz pač tu sem soudeležen kot igralec, tudi tisto, kar zmorem, dam, ampak ni pa to, ne, ni pa to, veste, ker jaz, zdaj tu se bo zdaj pokazala moja konzervativnost, ne. Torej, meni je dramatika literatura in gledališče, torej prej smo omenila Salemske čarovnice, ampak avtor je isti. Miller. Jaz to literaturo jemljem kot izbrano, visoko literaturo in mislim, da pol tudi v gledališču mora biti tako prezentirana. Tako da, zdaj seveda, pa moram pa nekaj reči, ne, on je pol, Fraj je začel pol prehajati, ne, Tennessee Williams je tu delal, je začel pol prihajati do teksta, do odnosov, ki so verbalni, niso samo, ne, z nekimi gestami ali pa skriki ponazorjeni, tako da tu vidiš, mislim, da imamo vsi neko pot in hvala Bogu, če je, ne, torej, da se ne ustavimo, ne, tako kot Picasso je imel pač ta in ta obdobja v svojem življenju, vsa so bila pestra, ampak če ga gledaš z nekega modrega, na ono začetno je čist nekaj drugega kot tudi Korun, mislim, da je precej iskal, da je iskalec, ne, koliko je zdaj star, 90 ali koliko? Ja, že čez. Ja. Tako da, ja.
Z Zvonetom Šedelbauerjem ste tudi sodelovali Ja, in za vlogo Proktorja ste tudi dobili nagrado v ja, lovu na čarovnice. ja, tudi je. V nekem pogovoru sem prebrala, da je bil študij kar precej intenziven, da je bil Šedelbauer v tem študiju zelo zahteven do vas, igralcev. Se spominjate? Ja, jaz mislim, da je Zvone zmeraj je dokaj zahteven, dokaj študiozen, dokaj obrtniški, pa tudi no, za te salemske, ne, prej sva zanimivo, prej sva govorila o teh, ki jih je Kica naredil, Zvone, pa ne vem, to je 20 let od tega, po moje. Ja, Nekaj konec takega. 90-ih, 97, če se ne motim. Ja, 23 let. Mislim, da je naredil zelo, zelo dobro predstavo. Zelo poglobljeno, lepo. Tako da z Zvonetom sem delal tudi Pinterja v Kranju, Prevaro? Prevaro, ja. Ali so bili stari časi? Ne, Ne. stare čase ste pa v Celju. Aha, z Mlakarjem, ja. Ja, saj sem precej predstav sem delal še za Zvonetom. Veste kaj, vsi ti, ko sem jih tudi naštel, Mlakar, Šedelbauer, so mi v lepem spominu in hvala Bogu, da smo jih imeli. Ker so, mislim, oni so obvladali teater, ne. To ni bilo kar nekaj, mislim, pa neko bajanje, pa da si ti pač, da se greš teater, ne. Ma ne, teater je resno delo. Zelo resno. Ko ste se v drugi polovici 90-ih let ustalili v mariborskem gledališču, ste tukaj tudi ostali in prej sva govorila o odnosih med mlajšimi igralci, ki ste prihajali v celjsko gledališče. Kako pa ste vi doživljali recimo mlajše kolege, ki so prihajali sem po študiju? Jaz moram reči, da zelo lepo. Zelo tudi dobro, jasno je že zaradi, kaj jaz vem, kako smo narejeni, psihofizično, ne, si z nekaterimi bližje kot s kom drugim, ampak ta odnos mislim, da je bil neverjetno korekten. Jaz sem se tudi tukaj, ko sem Prstan dobil, vem, da sem marsikdaj koga prizadeval ali pa užalil, sem se opravičil, ker to je del življenja. Ampak drugače pa, torej, veste kaj, ni bilo podtikanj, ni bilo nekih nožev v hrbet, ne, kar je sicer lahko folklora, ne. Izredno lepo, mislim, tako da. Tudi sodeč po njihovih izjavah, ki smo jim lahko prisluhnili v teh dneh v raznih oddajah televizijskih, sodeč po teh izjavah so se oni tudi marsikaj naučili od vas. Vi sami ste pa leta 1998 tudi začeli delovati kot režiser in posredovati svoje znanje ljubiteljskim gledališčnikom, oziroma ste tudi nekako ljubiteljske gledališčnike začeli povezovati s profesionalnimi. Ustanovili ste studio gledališče, pa recimo predstava Na dnu Gorkega je vključevala tako že upokojene igralce, recimo Mileno Muhič, tudi eno izmed prejemnic Borštnikovega prstana. Rado Pavelec. Tako, in pa ljubiteljske, ne, gledališčnike. Ja, pol je bil še Leskovec, od profesionalcev Funda, pol je bila še Sivčeva. Veste kaj, presenetilo me, veste kaj, to je bila fenomenalna predstava. Pa jaz mislim, da nekdo, gledajte, jaz o sebi nimam nič. Jaz sem en zaboj, kjer imam v glavnem določene moje komentarje in tako dalje, imam celo neke kritike z obdobja še, kaj jaz vem. Pa, kar se pa filma, pa teh stvari tiče, pa nimam nič v arhivu. Ampak nekje obstaja to, ker so, tu je ena deklica, ki je poročena z Irancem, ona je predvsej tudi posnela teh naših predstav.
tudi mislim, da je hiša Marije Pomočnice, pa te, oprostite, kaj ste me vprašali? V bistvu smo govorili o studiu gledališča in predstavi Na dnu. Ja, no in nekaj vam moram povedati. Zdaj sem dobil eno čestitko in tam je igral v moji predstavi na odru harmoniko, eno rusko fantastično melodijo, Branko. Mislim, da je Rožman. Rožman, bravo, hvala. No in mi je napisal čestitam in tako dalje. In kadarkoli se srečava, pravi, mislim, da vidi na mojem obrazu ne predstavo Na dnu. Veste kaj, tako lepo so se zlili, da tega še danes ne morem verjeti. Peter Boštjančič, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala vam. In še enkrat čestitke za Borštnikov prsten. Hvala, sem to ne dodam, res ga nisem pričakoval. In tudi vsi tisti, ki so mi blizu, vedo, mislim, da pa ostal bi isti, ne? Ampak sem pa hvaležen. Moram priznati. Hvala in čestitke. Hvala.